Zdaj, ko se te tekme vrstijo ena za drugo, je popolnoma jasno, da moramo biti nenehno osredotočeni na to, kar nas čaka, in pa hkrati poskušati kar se da dobro regenerirati moštvo. To pomeni, da se mentalno in pa fizično osvežijo v teh 2-3 dnevih, koliko je pavze med dvema tekmama. Kar se tiče tekmeca jutri, jasno je, da se zavedamo vsi skupaj, da je pred nami izredno pomembna preizkušnja. Preizkušnja proti nasprotniku, kateri je v enem trenutku prvenstva zmagoval, vendar je po 2 zaporednih porazih zdaj sigurno še bolj željan uspeha tu. Vemo, da nas čaka težka tekma, vendar verjamemo v svoje kvalitete. Želimo si ponoviti predstavo iz drugega polčasa v Kopru, kjer smo delovali zelo dobro, in tekmo tudi zmagati. To sem jaz fantom tudi včeraj na enem kratkem sestanku pred treningom rekel, tekme se res vrstijo ena za drugo, in ko jih poslušaš, dobro, da je toliko tekem, potem jaz jim verjamem in nimajo enostavno oziroma nimamo pravice biti utrujeni. Zaradi tega, ker nočemo iskati tu odgovor, in ker je tako pomemben cilj oziroma ker so tako pomembni cilji pred nami, moramo vse to odmisliti, imamo kvaliteto, imamo tudi možnost, kar je super, da na nekaterih mestih lahko nekoga odpočijemo, in to bomo delali tudi v bodoče in pokazalo se je za dobro. Upam, da se bojo čim prej vrnili tudi poškodovani, tu predvsem mislim na Berića in na Milca, in potem bo pač možnost neke rotacije še toliko večja. Danes je tudi Mertelj po 6 tednih brez gipsa. To pomeni, da pri njemu gre tudi na bolje. Kar se tiče Pridigarja, on je, mislim, da že zelo blizu temu, kajti tudi to se je že zacelilo in je zdaj že v taki fazi, ko je začel tudi krepiti roko. Martin, to je vprašanje dnevov, da bo spet na igrišču. Kar se tiče Berića, pa upamo, da ta diagnoza, katera je danes postavljena, drži v tem smislu, da bo res v dnevu ali pa 2 na igrišču. On ima to neko vnetje, katero je boleče, in upam, da bomo to hitro odpravili, da bo tudi on tu. To se je ponovila poškodba izpred 2-3 tednov, katera je takrat trajala kratko. Upam, da bo tudi tokrat tako. Tu na mestu Dejana bo od začetka nastopil Tomislav. Tako da potem pa je jasno, s tem, ko en tujec nima pravice nastopa, bo Gabriel da Silva na klopi. Drugače je jasno, se je potrebno zmeraj odločiti za nekoga, ki odpade. Na žalost je tako, tokrat bo Gabriel v kadru in skozi treninge ga vidim, da je pripravljen. Ja, kot so že trener pa Aleš rekla, mi bomo to tekmo, gremo na zmago, poskušali bomo nadaljevati ta niz z Rudarjem nepremagljivosti in verjamem, da nam bo uspelo. Tukaj pa bi rad še vse navijače povabil, da nas pridejo spodbujati čim večjim številom. Dobro, Mezge zdaj ni, tu so drugi igralci, ki ga bodo nadomestili. Mi imamo zelo kvalitetno ekipo, trener ima na razpolago veliko število igralcev, katere lahko rotira, tako da verjamem in upam, da se ta izostanek Mezge ne bo poznal. Ne, mi gremo vsako tekmo na zmago in poskušamo čim prej doseči
to razliko točk in verjamem, da nam bo to tudi uspelo. Nekega posebnega pritiska ni. Mi imamo svoje želje in te želje bomo poskušali uresničiti. Pa dobro, res je, da v tej sezoni imamo res pozitivne rezultate z njimi, da nismo izgubili ni ene tekme, ampak ne smemo gledati za nazaj, moramo iti vsako tekmo naprej posebej in mislim, da če bomo jutri pravi, da ne smelo biti posebnih težav. Mi smo res veseli, da so tekme si vrstijo ena za drugo, ker vsi raje igramo, kot pa treniramo, to je normalno, tako da je pa res, da pride do utrujenosti, ampak nas je res nekaj igralcev, da lahko trener rotira in če bo drugi zdržali taki tempo, verjamem, da ga bomo mi tudi.